pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma 15. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Stožicah se bo odvil ljubljanski derbi med domačo Olimpijo in Bravo. Poglejmo, kakšno je stanje na lestvici po odigranih 14 krogih. Na vrhu so rumeni Kanarčki, Koper ima 27 točk. Tudi Zilkić zaenkrat še ni uspel pozoriti nase, danes ima zares veliko obrambnih zadolžitev. Tu je Tomislav Tomić. Tomić pred vrata. Aldair se je tam dobro postavil, priložnosti ni zadetka za Olimpijo. Aldair, Kompan Breznik ima ogromno prostora na levi strani, prišel je do žoge Kompan Breznik, pa dobra žoga za Boačija, ki pa je nastreljal Nukića. Ampak prepočasi se Bravaši vključuje v napadalno akcijo, Memić vodi žogo po levi strani, kaj lahko iztržijo Šiškari. Dobra podaja za Trontlja, silovit strel. Kompan Breznik potem odbija. Jakšić do Kramarića. Lepo Kramarić, tole je bila mehka podaja, krasna akcija in gol! Sandi Ogrinec je strelec, Bravo vodi z 1:0. 50. minuta srečanja, nogometaši Brava so nepričakovano prišli do vodstva. Odlična akcija Šiškarjev in potem fenomenalen zaključek Sandija Ogrinca, ki je dosegel 4. gol v letošnji sezoni, njegovega 7. v prvi slovenski nogometni ligi. Poglejmo še enkrat takole Jakšić do Kramarića, ki je tule poiskal sijajno rešitev. Našel je Memića, potem pa zares imenitna podaja mladega bosanskega reprezentanta in v polno je meril torej Sandi Ogrinec. Že njegov 4. zadetek v letošnji sezoni, Memić pa je vpisal že 6. podajo. Zares odličen zaključek in Bravo torej vodi z 1:0. Videli bomo, kakšen bo odgovor Olimpije. Oba se aktivno ponujata obrambnim nogometašem, želite žogo prenesti naprej v napaka Trontlja, tu je Zilkić. Zilkić gre naprej, odkriva se mu Nukić, Zilkić strelja, to da brani sijajni Renato Josipović. S predstavo svojih ljubljencev pa prav gotovo niso zadovoljni, krasno. Kramarić. V težkem položaju je Kramarić, izgubil je žogo Kramarić, no sedaj pa ga je rešil Rade Obrenović. Najprej pri Ivančni Gorici, pa potem pri Iliriji. Tudi Bravo se je pridružil, ko je bil ta še v drugi ligi, poda pa na leva stran. Poda pred vrata, dobra žoga, toda na mestu Matic Fink, krasna poteza Matica Finka, potem pa znova na mestu Martin Kramarić, pa Sešlar. Sešlar, gol! Gol Laso Svit Sešlar! Prvi gol tega mladeniča v letošnji sezoni, v kako pomembnem trenutku. Snel je pajčevino iz desnega zgornjega kota vrat Josipovića in Olimpija prihaja do izenačenja. Kakšen gol! Bila njegova Mona Lisa, njegova Sikstinska kapela, bi lahko rekli. Kapitulirala je obramba Brava. Šele 8. v tej sezoni, kakšen zadetek pa Svita Sešlarja. Poglejmo sedaj tale zadetek, Kureš je bil v vlogi podajalca. Tale siloviti strelek bi lahko gledali ves dan. Ne želim kopirati očeta, ampak vseeno. Pravi trener Olimpije, zelo zahtevna tekma, tako kot ste tudi sami napovedali, v finišu rešitev. Kaj pa je manjkalo Olimpiji, da bi bila konkretnejša, tako kot je bila v zadnjih 15 minutah, predvsem v prvem polčasu? Pa mislim da nam je samo taj gol falio. Mislim da je bilo dovoljno i šuteva i centar šuta i šansi, situacija. Falilo je malo da naciljamo možda preciznije samo tu egzekuciju, ali sve u svemu dečki su stvarno nakon 3 dana što smo odigrali isto utakmicu koju smo dali sve od sebe, izgledali jako dobro. Na kraju, nažalost, nismo uspjeli zabiti i onako psihološki je bilo teško odigrati ovu utakmicu gdje praktički protivnik iz prve šanse nam opet zabije gol. Ali eto, na kraju moramo biti zadovoljni sa bodom, iako žalimo za pobjedom, jer od prvog
trenutka se vidjelo da smo bolja ekipa i da smo sve poduzeli da danas pobjedimo, ali eto, nažalost, morat ćemo čekati neku drugu utakmicu da uđemo u 3 boda. Po tekmi neljuba reakcija na navijaškem sektorju, kaj so igralci dejali v slačilnici, kako so videli vse skupaj? Pa ne znam iskreno šta se dogodilo, ali ne, dečki znaju koliko je bilo teško, da smo dali sve od sebe i možemo u svakom slučaju biti zadovoljni što smo se uspjeli vratiti, nismo izgubili, ok, nismo pobjedili, naravno da smo željeli to, ali opet kažem, teška utakmica i puno toga dobrog smo napravili, šteta samo što nismo zabili još jedan gol za 3 boda. Ja, hvala za besedo, Miha. Poglejmo, kaj bo povedal gospod Grabič, trener Brava. 5. tekma brez poraza proti Olimpiji, to vseeno je dosežek za Bravo, tudi dosežek za vas, ampak ko ste bili tako blizu zmagi, pa najverjetneje kar nekaj grenkega priokusa, predvsem potem, kako so fantje garali. Ja, res je. Čeprav lahko rečem, da Olimpija je imela več strelov in posesti, verjetno, ne vem, ampak to ne zmaguje tekem. Mi smo danes odigrali odlično tekmo, sploh po 120 minutah v Murski Soboti. In sem mnenja, da sploh v prvem polčasu, ko smo imeli moč v obeh medprostorih, tam, kjer je najbolj pomembno, se pravi moč, čas, dovolj prostora, bi morali mogoče večkrat bolj zaključati akcije. In ne glede na vse, ta kot točka grenka, jo bomo vzeli, super, ampak škoda, da je prišla po takem evrogolu za nas, super pa za gledalce in za Olimpijo. Mi pa bomo gledali naprej, hvala Bogu je zdaj en teden pauze do naslednje tekme in zdaj se bomo pa končno lahko sestavili tudi kondicijsko in bomo šli na polno proti Mariboru. Omenili ste 120 minut med tednom v pokalu, je morda to bilo tisto odločilno, da so igralci bili v zadnjih 10 minutah vseeno nekoliko dlje od nasprotnika, kot pa v tistem prvem delu tekme, pa tudi poškodba v prvem delu, ne? In potem samo možnost v bistvu 2 prekinitev igre za zamenjavo. Je tudi to odigralo kakšno vlogo, da ni bilo možno več ohranjati tistega ritma? Seveda je, to so vsi dejavniki, ki so pomembni med tekmo. To, da ni bilo tiste prave svežine, je škoda, ker bi verjetno v prvem polčasu mi boljše izigrali trenutke, ko se Olimpija branila nizko ali pa v srednji coni in puščala ogromno prostora, časa na žogi. Takrat sem prepričan, da bi to še bolj, čeprav smo izvedli veliko lepih akcij, da bi to mogoče še konkretizirali. Proti koncu tekme smo poskušali z menjavami ne osvežiti, ampak v bistvu reševati naše vojake, ki niso mogli več. Je pa res, da vsak, ki pride notri, ne čuti tako tekme, ne čuti tako nasprotnika kot nekdo, ki je igral celo tekmo in kljub temu, da je skoraj do konca utrujen, je tam vprašanje, ali je smiselno menjati ali ne. Mi smo se odločili, da ja, in zdaj nam je zmanjkal ta en izhod iz bloka v strel na 35 metrih ali 30, ne vem. In škoda, da se je tako končalo. Ja, zagotovo bodo igralci za trud nagrajeni. Hvala vam, gospod Grabič, in srečno. Hvala tim, Sandi Ogrinec je ob meni. Tako blizu zmage, komentator naš je dejal, da bi pred tekmo najverjetneje podpisali tak razplet, ampak zdaj pa vseeno evrogol ob koncu. Kaj je zmanjkalo? Morda sama energija, kako je Olimpija prišla do izenačenja, čeprav vem, da vas več ni bilo na zelenici? Pa mi smo pred tekmo imeli na načrtu, da gremo po vse 3 točke. Ja, do 90. minute je bila zmaga v zraku, ampak na koncu ta nesrečen gol. Škoda, no. Mislim, da smo si zaslužili te 3 točke že s prikazanjem v obrambi, koliko smo se danes odrekali na terenu energetsko, tako da ja, bomo lovili te 3 točke na drugih tekmah. Svit, najprej čestitke za krasen gol, zagotovo bo to gol tega kroga. Kaj je trener dejal, preden ste stopili na zelenico, kakšna so bila navodila, kakšna taktična sprememba? Najprej hvala za čestitke. Navodila trenerja so bila, da ko pridem v igro, čim bolj razigram ekipo in da poskušamo preobrniti rezultat. Kaj pa zdaj po sami tekmi, odziv navijačev, kako se pospremi vse tole?
Jaz tu ne morem nič. Na tribuno nas je pozdravila lepo, Dragonsi so odšli. Ne vem sicer zakaj, ampak nimamo pri tem kaj.